Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studia televizije Exodus. Na vrsti je nova oddaja Za skupno dobro in danes sem posebej vesel, da se nam je pridružil gost, ki ga sicer gledalke in gledalci že poznate iz časov, ko je večina snemanj potekala nadaljavo. Danes pa je tukaj z nami prvič v živo profesor dr. Boštjan Marko Turk, profesor na ljubljanski filozofski fakulteti, na oddelku za romanistiko, strokovnjak za francosko književnost, sicer pa za marsikoga tudi dober znanec iz medijev, morda v zadnjem času predvsem iz oddaje Faktor. Danes bova pa govorila o njegovi najnovejši knjigi s pomenljivim naslovom Vojna za mir. Boštjan, dobrodošli med nami v Mariboru, v našem studiu. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Zelo sem vesel in počaščen, da sem lahko danes med vami in se bom potrudil po svojih najboljših močeh predstaviti svojo knjigo, ki je del mene, del mojega časa, oziroma je nastala pravzaprav zaradi izrecnega potrpljenja moje žene in moje družine, ki sta mi omogočila čas, da sem lahko to knjigo pripeljal do konca. Kot je bilo že omenjeno, je ta knjiga, ki je šla pred nekaj tedni, ima naslov Vojna za mir. Pa bi mogoče najprej spregovorila o tem, na prvi pogled, paradoksnem naslovu, katere vojne in za kateri mir so mišljene z njim. Ja, seveda, Vojna za mir, je tako, kot ste ugotovili, je to v bistvu neke vrste paradoks, kajti nobene vojne ni za mir. Mir je mir in mir je odsotnost vojne. Ampak s tem mislim, a veste, pri nas in v Evropi in predvsem v Sloveniji s to zadnjo vlado se je beseda popolnoma izpraznila. Vsi govorijo o človekoljubju, vseh so polna usta človekoljubja, najboljših namenov, da je vse v redu, največje skrbi za delovnega človeka, za upokojence, za vse od Bruslja do Ljubljane, do te Golobove vlade, povsod je, tako rekoč, poteka vojna za mir. Ko beseda več ne pomeni tistega, kar mora javna beseda pomeniti, in se potem spremeni v sejanje nekih, kot imenujem v knjigi, konfetov, v vse splošno cvetličenje, in se potem politika in odgovorni, ki so za to tukaj, da nas zastopajo, da zastopajo interese državljanov tako Republike Slovenije kot Evropske unije, izneverijo temu svojemu poslanstvu in se ukvarjajo s stvarmi, ki se tičejo, njihovih privatnih interesov. In to je, ta naslov je protest proti temu, kar se dogaja v Evropi in kar se dogaja v Sloveniji, vsaj zdaj. Knjiga je v bistvu zamišljena z neke krščanske perspektive, predvsem z tega stališča, da ni nobene civilizacije, ki bi ne imela vere in verovanja v svojem bistvu. Če pogledamo zdaj po svetu okrog, vidimo, Kitajska ima konfucianizem in tisto, njihovo nesrečno partijo, Indija ima hinduizem, Turčija ima islam, Se pravi, vsaka civilizacija, ki je, Združene države Amerike, imajo še vedno in God we trust, se pravi Boga, krščanskega Boga. Tega Boga preganjajo samo iz Evrope. Ampak evropska civilizacija ni mogoča brez Boga. Kajti nastala je iz krščanstva. Krščanstvo je, temeljna platforma Evrope in dokler je bila Evropa krščanska, je bila Evropa močna. Pa ne mislim zdaj samo na čase 17. 18. stoletja, nasprotno. Knjiga se ukvarja z vojno v Ukrajini, definira razloge za vojno v Ukrajini. Uvodni del je namenjen prav vojni v Ukrajini in iskanju razlogov, zakaj do vojne v Ukrajini prišlo. In kot temeljni razlog navaja slabost Zahoda. Zahod je v zadnjih 20 letih popustil in to je naravno stanje, če si šibak, to je že stanje v naravi, če si šibak, te bojo napadli. Najšibkejša žival zveri najprej napadajo. In ko je bila Evropa še krščanska, ko so ji vladali krščanski demokrati, kot recimo ena najvišje postavljenih avtoritet v moji knjigi je kancler Helmut Kohl, ki je tudi, oče
ne bom rekel slovenske državnosti, zagotovo pa njenega mednarodnega priznanja. Helmut Kohl, je bil krščanski človek, in je bila krščanska demokracija nemška utemeljena na krščanstvu. In ko je bil Helmut Kohl leta 90, bi rekel kancler, zvezni kancler in s tem najmočnejša oseba v Evropi, so se Rusi iz Evrope umikali. To je dejstvo. 92. leta so se zadnje ruske čete umaknile iz tako imenovanega področja Varšavskega pakta, ki je v tem času tudi potem formalno prenehal obstajati. 94. je bil podpisan sporazum, ki je jamčil Ukrajini popolno ozemeljsko celovitost v zameno za Budimpešti v zameno za se pravi umik nuklearnega orožja, in tako naprej. In ta Evropa je bila stabilna, potem se ta Evropa, ko se je osvobodila, bi rekel, zunanjih pritiskov, se je začela notranje združevati. Leta 2004 še vedno je bil čas, ko je imela Evropa tako globoko kohezijo, tako globoko moč, da se je lahko združila. In to je nekaj časa funkcioniralo. Potem v knjigi definiram, ko je krščanska demokracija zvodenela, zvodenela je tudi v Sloveniji, ko je krščanska demokracija zvodenela, pa je prišla Angela Merkel, ko je bilo krščanstvo samo še, bi rekel, neka platforma imenska, kristdemokratna. In potem se je začel, bi rekel, ta revolucija tako imenovane prebojenske ideologije, o kateri knjiga piše, ki je največja nevarnost za krščansko civilizacijo danes. To so vsi ti paketi LGBT in tako naprej. Ob tem, da jaz vedno poudarjam, da absolutno nimam ničesar oziroma spoštujem ljudi, ki imajo drugačno, bi rekel, spolno prepričanje, pač kot ga ima večina ljudi. Mene to ne moti, dokler tega seveda ne vsiljujejo drugim. In dokler to ne postane nek diktat, ki ga želijo vsiliti, bi rekel, večini, ki ga želijo predvsem plasirati v ta LGBT, ki ga želijo potem plasirati in iz tega narediti splošen model. Kajti, a veste, to, kar knjiga ugotavlja, noben eksperiment z družbo se ni izšel v zgodovini. Noben. Socializem, titoizem, komunizem, to so bili eksperimenti. Vsi so propadli. In tudi ta eksperiment bo propadel. Sploh pa eksperiment, kot eksperimentirajo z biologijo človeka. Se pravi, da spol ni več danost, biološka danost, ampak da je to stvar dogovora. Kar seveda ni res, kar je to tako kot govoriti, da midva zdaj ne govoriva slovenskega jezika, zdaj se ne pogovarjava v slovenskem jeziku. In to se ne bo išlo, samo vprašanje je zdaj seveda, kakšno ceno bo za to Evropa plačala, ker Evropa plačuje grozljivo ceno. Če zaključim ta prvi del s tem, bi rekel, da če bi Evropa ostala močna, krščanska, tako kot je bilo v času Helmuta Kohla, Putinu na kraj pameti ne bi padel napadati Ukrajine. Zato, ker ko je bil Helmut Kohl, to v knjigi navajam natančne vire, je bil Putin leta 2001 pripravljen oziroma iskal možnosti za integracijo Rusije v EU in v NATO. To so pač dejstva. Zato, zakaj je to počel? Zato, ker je bila Evropa močna. In takrat mu na kraj pameti ni padlo, čeprav takrat Kohla ni bilo več, ampak je bil to od leta 1998 je bil Schröder, ampak je bil to še vedno ta zagon, je bila Evropa močna. In seveda, ko je pač Evropa se v dobi Angele Merkel, kot jo imenujem, moram pa poudariti, da ta doba je bila gospodarsko izredno uspešna, tudi za Slovenijo izredno uspešna. In da me ne bi kdo narobe razumel, jaz sem absolutno za Evropo, tako kot za Slovenijo. Kajti Evropska unija je bila ogromna priložnost za Slovenijo in vstop v Evropsko unijo in v NATO je bil po osamosvojitvi najpomembnejši politični dogodek v naši, bi rekel, novejši zgodovini. Jaz absolutno nisem proti Evropski uniji, absolutno nisem za kakršnokoli razmišljanje o izstopu, nasprotno, sem pa za to, da se Evropska unija vrne v pravno formalni idejni okvir, ki so ga začrtali njeni ustanovni očetje, tu navajam zelo obširno v knjigi, in da dobi nazaj na moči in da se vrne nazaj k krščanstvu. No, mislim, da ste omenili bistveno potezo razvoja v Evropi in tudi v zahodnem svetu, misel, da je mogoče shajati brez nekega verskega temelja. Vendar pa bi vas vprašal, vi ste zdaj to predstavili, kot da je šlo za relativno kratek proces, ki se je dogajal v času med koncem mandata Helmuta Kohla in
mandatom Angele Merkel, ampak nekako se mi zdi, da gre vendarle v Evropi in na Zahodu v širšem smislu za dolgotrajnejši proces, ki se je na neki način začel že v zgodnjem novem veku, vsekakor pa je dobil pospešek z galopirajočo sekularizacijo, predvsem v zadnjih recimo 60 letih. Tako da pravzaprav Angela Merkel ni, po mojem mnenju, vzrok, ampak je samo rezultat nekega daljšega procesa in da je pravzaprav Evropa posebnost bila že dalj časa v tem iskanju možnosti, kako bi zaobšli ta verski temelj. Ja. Ne, se strinjam z vami, saj recimo moja knjiga je zamišljena kot priročnik za razumevanje časa, za razumevanje, zakaj so stvari take, kot so. A ne, če jo človek vzame v roke in če jo prebere, bo razumel, zakaj stvari take, kot so. Seveda, vi imate popolnoma prav, se tudi jaz bi rekel, jaz ne pravim, da se je to zgodilo v dobi Angele Merkel v knjigi. Knjiga v bistvu temelji na najpomembnejšem dogodku, ali pa če hočete, da uporabim tujko, antropološki spremembi sodobnosti, ki se imenuje leto 1968. Tedaj so šli fenomeni, ki jih jaz potem navajam točno tako iz novega veka naprej, bi rekel, cvet je šel v sad, kot bi rekel Dante, in fenomeni so se izvili iz peclja. Ne? V letu 68 seveda je sekularizacija, modernizacija, industrializacija povzročila tisto veliko revolucijo, ki je plusnila po Franciji, ki je po Nemčiji, po celotni Evropi. Tudi mi smo jo doživeli nekoliko drugače, ker smo bili na drugi strani železne zavese. Ta revolucija je izredno usodna, kajti njena prva tarča je bila avtoriteta. Njena prva tarča je bila avtoriteta, in sicer avtoriteta Boga, avtoriteta družinskega očeta, avtoriteta politika, to je ključno, avtoriteta politika, avtoriteta upravljanja javnih zadev in vsakršna avtoriteta, tudi najhuje avtoriteta učitelja. Učitelj in učenec sta bila v tej revoluciji izenačena. In ti trendi, ki se potem ne samo učitelj učenec, pacient, zdravnik, vsi ti pari so se hierarhično podrli, kar je pač samo po sebi pač popoln nesmisel, to ne more tako biti. Oče mora biti v družini, politiko mora voditi nekdo, ki je odgovoren skupnosti, v dobrobit skupnosti. Učitelj mora vedeti več od učenca, preprosto zato ne za učitelja, ampak da učenec lahko od njega nekaj ima. Ker če bo učitelj vedel enako kot učenec, učenec od njega ne bo nič imel. Enako je z zdravnikom. Zdravnik mora imeti veliko večje znanje od pacienta, da ga bo lahko pozdravil. Hočem reči, in to se je 68. brutalno je to eksplodiralo, in zdaj živimo čas brez vsake avtoritete, živimo čas vojne za mir, brez vsake obvezujoče javne besede, kajti javna beseda, ki obvezuje, ki jo govori pač nek politik, ki je zavezan ljudem in predvsem njihovim interesom, tista beseda ima težo, to je beseda avtoritete. In danes vi vse politike, ki imajo avtoriteto, razglašajo za tako imenovane, ne vem kaj, za desničarje, za fašiste, so pa samo normalni ljudje, in to počnejo tisti, ki najbolj težijo k abnormalnosti, še posebej v Sloveniji. Nosilci, današnja slovenska levica je nosilka največjih družbenih privilegijev. Ti ne moreš v Sloveniji družbenega privilegija, kakršnega koli že, če se ne proglasiš za levičarja. Po tej nesrečni logiki, ta nesrečna država ima največjo koncentracijo ekstremnih levičarjev na kvadratni meter v Evropi, če ne celo v svetu. Konkurira v koncentraciji ekstremnih levičarjev na kvadratni meter, nam lahko konkurira samo recimo kakšna Severna Koreja ali pa Venezuela. Zato, ker v Sloveniji je to izrojeno do te točke, vsi ti levičari so seveda za delovnega človeka, za dobrobit delavstva, za malega človeka, za skupnost državljanov, vse to, ampak vsi ti, če pogledate Dražgo še, vozni park, kot ga nimajo največji ameriški milijonarji. Predsednik SD-ja, oprostite, Janez Kocijančič, se je ves čas vozil za BMW. To je zato, da je bil bližje delovnemu človeku. Od 80 let naprej je bil on na ta način blizu delovnemu človeku. In tako naprej, hočem reči, to je pač popolna izrojenost besede, izrojenost, dvoličnost, če hočete, ki pelje družbo v kolaps. In proti temu to analizira moja knjiga, predvsem
analizira ta zgodovinski pojav, ne, in analizira dve najbolj uničujoči ideologiji, ki jo je dalo leto 68, to pa je kombinacija freudomarksizma, Marxa in Freuda. Dve v srednji poglavji, tega ne morete brati nikjer v Sloveniji, kritika, implicitna kritika protislovij v marksističnem učenju. Brez, da bi jaz karkoli se v Marxa zretavil, samo govorim, Marx začne s tem, da ni individualne biti, človek, mi nimamo lastne biti, mi nismo posamezniki, ki smo center sveta. To Marx uči. Center sveta je tako imenovana družbena bit. Če se samo spomnimo Kardelja Edvarda, tega teoretika samoupravljanja, ki se je podrlo, bi rekel, kot hišca iz kart, on je vedno govoril o neki družbeni biti in družbeni zavesti. Ampak to je protislovno, to sploh ne obstaja. Obstaja samo individualna zavest. Ampak zakaj vse te ideologije potrebujejo družbeno bit? Zato, da lahko s posamezniki manipulirajo in z njimi upravljajo. Zato gre. Potem pa kritika freudizma, Freuda, Freud pa je učil, da človek tudi nima individualnosti, da ni avtonomen, ampak da je ujetnik svojih najtemnejših nagonov, strasti, spolnosti patološke in tako naprej. In danes je to, Freud je ena najbolj čaščenih ikon v Evropi, pa se vsem zmotil. Čemer se pa ni zmotil, to knjiga natančno, po virih natančno skicira, knjiga ima ogromno virov, kajti vsako trditev, ki jo postavim, utemeljim z virom. Kjer se pa Freud ni zmotil, je pa kopiral. Ideja o podzavesti, vkolikor obstaja, jaz polemiziram s tem, ni njegova, ta je pri Nietzscheju, pa pri Platonu, pa vse to. Ideja o gonu po smrti ni njegova, ta je od Simone Sabine Schillerrein, ki jo imam v knjigi noter, vse citiram, to njegove učenke. In tako naprej, ampak se pa da, pa je pa Freud odlično služil s tem. To se pa da, sem tudi zračunal, on je davka ni nič ampak je ena seansa pri njem, sem zračunal koliko je to iz dolarjev v tistem času, preračunano, v današnjem evro je bila 400 evrov. On je imel po 8 ur dnevnih seans, tudi v sobotah pa nedeljah, ob tem, da dokazujem vse po virih, je imel seanse upravljati tudi tako, da je v lebdečem stanju zavesti, to pa pomeni, da na taki zofi, kot sem jaz, je spal. In pacient je bil obrnjen stran od njega in je spal na drugi zofi, ampak to spanje ga je stalo 400 evrov v današnji valuti. Hočem reči, to je pač velika potegavščina. In tudi marksizem je velika potegavščina. Tudi zaradi tega je propadel. Zdaj ga oživlja samo dežela, ki ima največjo koncentracijo levičarjev na kvadratni meter, konkretno tudi stranka Levica, in to je Slovenija. Žal. In to se vse, vidite, temeljna teza, ko se je Evropa začela opuščati te vzorce normalnosti, vzorce avtoritete, in to se ni leta 68 zgodilo nenadoma. To je bil pač nek proces, ki je nekaj časa trajal. Pogledajte, kdaj je prišla levica v parlament, kdaj so prišle ekstremne ideje v parlament. Oni so v parlament privlekli takrat 2014 leta, so privlekli, ne vem kaj, na maškarado, se pravi neki, kaj so imeli, rdeček zvezde, pa se spomnim, vse so fotografije, ampak šibkejša kot je Evropa, večji ekscesi se v provincah porajajo. In to je zgodba pač, žal je to zgodba moje domovine, žal, ampak ta knjiga je priročnik za razumevanje, ljudje jo preberejo, potem bojo razumeli, zakaj se je to zgodilo in lahko tudi ukrepali. Govorili ste o letu 1968 kot bistveni prelomnici. Tukaj mi je bilo v knjigi zanimivo, da navajate tiste glavne komponente te koalicije, ki je na neki način izpeljala to revolucijo, in govorite po eni strani o univerzitetni sferi, ki jo pripisujete predvsem meščanski značaj, potem sindikatom, in tisto, kar mi je bilo najzanimive, je pravzaprav kot del te koalicije, tako vi to imenujete levi katoličani. In tukaj bi vas zdaj vprašal, koliko te razgradnje je pravzaprav zajeto že v krščanstvu sami, oziroma koliko je tu krščanstvo in katere komponente krščanstva so bile tu uporabne, da je prišlo do take razgradnje temeljev, na katerih je Evropa stala. Ja, ta proces, tragično ta proces razgradnje krščanstva je potekal tudi v katoliški cerkvi, vzporedno s tem, jaz sem pač kritičen do drugega Vatikanskega koncila, pač to v knjigi tudi pišem, zdaj
jaz nisem, bi rekel tako, da bi zdaj, jaz sem pač katoličan in bi rekel koncilski katoličan in opravljam obrede koncilskih katoličanov, se pravi, obhajam pri bi rekel, postkoncilski maši. Če bi jaz, bi rekel, v celoti odklanjal koncil, bi hodil najverjetneje k predkoncilski maši. Tega ne delam, čeprav sem študiral latinščino in to meni pač ne bi bil noben problem. Ampak kljub temu pa ostajam kritičen, kritičen do te samorazgradnje, ki se je začela v koncilu z odmikom od Boga, ker Bog Kristus absolutno ne bi dal koncilski cerkvi, bi rekel, opolnomočenja za to, da trdi, da so tudi drugi nauki pravilni, recimo, če zdaj zelo poenostavljamo. On bi rekel, ne, oprostite, samo moj nauk je pravilen, to je pač temelj evangelija, Moj nauk je pravilen, kar pa ne pomeni, da drugih veroizpovedi ne moramo spoštovati. Jaz spoštujem globoko vsakega človeka, ki veruje, kajti spoštujem tudi muslimana. Jaz sem na poziciji, bi rekel, Alojzija Šuštarja, to imam v knjigi, ko je leta 88, ko je prvič nastopil na televiziji, za Božič, je rekel, jaz se to spominjam, to citiram v knjigi, je rekel, vesel, blagosloven Božič želim tudi muslimanom, kajti skupaj častimo istega Boga. Dobro, to je pač rekla cerkvena avtoriteta, z muslimani si delimo tako imenovano abrahamitsko, imamo Abrahama za očeta, tako kot z Judija, ampak jaz sem do vseh, tudi do Judov sem absolutno odprt in jih priznavam, in bi rekel, da se krščanstvo lahko od Judov in od muslimanov uči tega, da ne Jud, ne musliman ne bo zatajil svojega Boga, ne bo rekel, to je pa bilo narobe, ne bo rekel, da nič, kar so Judi ali pa muslimani naredili, da je bilo karkoli narobe. In tu bi se kristjani lahko učili tako od muslimanov kot od Judov in bi rekli, lejte, pri nas, pa tudi če je bilo kaj, zdaj kartezijanski razum, tudi če je bilo kaj narobe, mi nismo za to odgovorni. Kolega Maver, ne jaz, niso odgovorni za to, kar je bilo, če je bilo ali kjerkoli je bilo v preteklosti, ne morava biti. Mi dva. In zdaj nam pa to krivdo, bi rekel, tako imenovano krivdo belega človeka, obešajo, Jaz ne morem biti odgovoren za bi rekel, stranpoti, ki jih je naredila katoliška cerkev, Pa jih ni naredila toliko, se teh stranpoti tudi ni toliko, Zakaj nihče ne reče, lejte, pa halo, pa se katoliška cerkev je dala fundament Evropi. Poglejte, vzemite to mojo knjigo, boste videli, Kristof na naslovnici, to je pač dolga zgodba, ko sem prišel do te naslovnice, ki je izredno lepa, To je naslovnica, vse potem bo tudi na naslovnici je Dalijevo platno, Kristof Kolumb odkrije Ameriko, kjer prednačijo križi, Boste videli pol tudi kasneje, kjer prednačijo križi in tu je velika, bi rekel, prapora, kjer je upodobljena, torej Devica Marija, v bistvu, oziroma sveta Helena, kastilska svetnica, in je prihod v Ameriko je bil duhovna dimenzija. Tudi Amerika je danes še, se pravi, ko to govoriva, je v bistvu en duhoven kontinent. Dobro, oni so pač potrošniki, imajo pač visoko tehnologijo, vse to, ampak ko jaz recimo pridem v Ameriko, oziroma ko sem prišel, ko odprem predal na vrh postelje, noter ni telefonski imenik, ampak je Biblija. To se mi je večkrat zgodilo, In ameriški predsednik prisega na Biblijo, da ne govorimo o Južni Ameriki, ki je eden najmočnejših katoliških, bi rekel, kontinentov na svetu, poleg Afrike, Jaz to vse pozdravljam, ampak krščanstvo je napravilo in katolicizem je napravil ogromno dobrega, naredil ogromno lepega. Predvsem je pa prineslo nekaj krščanstvo prineslo, to, kar nima nobena druga religija in zaradi tega razgradevati krščanstvo in da se cerkev opravičuje v imenu krščanstva je nesmiselno. Kristus je rekel, ljubi svojega bližnjega. Kakšno sporočilo veliko je to za današnji svet? Kdo še uči v tem svetu ljubi svojega bližnjega? Nihče. Razen katoliške oziroma krščanskih cerkva, katoliške cerkve, pač učijo vsi nasprotno. Brigaj se zase, imej svoje interese. To nas uči potrošniška družba, proti kateri jaz tudi v knjigi nastopam, kot je nastopil Janez Pavel II. Leta 1993, se ga spominjam, kot je bilo zdaj, je rekel, vi ste se osvobodili od komunizma, ampak pazite se potrošništva. To je rekel Evropskemu vzhodu. In človek je duhovno bitje. In ta bi rekel, umor Boga, ki si ga je Zahod dovolil
predvsem v 20. stoletju, predvsem pa v drugi polovici 20. stoletja, je šel na rovaš človekove sreče. V Franciji je bilo, ne bom rekel na pamet govoril, je bilo 75 000 duhovnikov še tam 50 let nazaj. Tako, govorim na pamet, ampak približni proporciji pa držijo. Danes jih je, mislim, da 5000 ali nekaj takega. Pa vsi so globoko v letih. Ne? In duhovniške službe prevzemajo, bi rekel, ljudje iz drugih kontinentov. Ne? Jaz to vem, ker v Franciji sem veliko in hodim seveda k maši. Ne? In ko živim pač zato, ker si to zberem, ne? Živim v samostanu. Ne? Pač kot laik, ne? Se sem poročen, imam 2 otroka. Ne? Ampak kljub temu, zato ker mi to okolje izredno ustreza. Ne? Ampak Francija je bila včasih najstarejša hčerka cerkve. Danes med Francozi tako rekoč ni več interesa za krščanstvo. Je pa interes za kaj? 65 milijonov škatlic antidepresivov prodajo na leto v Franciji. Se vi predstavljate? Ne? In toliko, kot je duhovnikov bilo včasih, je danes registriranih psihiatrov in psihologov. Ne? Zdaj se pa vprašajmo, včasih je bila Marx učil, religija je opij za ljudstvo. V redu, zdaj nimamo več religije, nimamo več opija za ljudstvo, ki je religija. Imamo pa opij v tabletah, alkoholu, predvsem pa v drogah. V Franciji, tretja branša, bi rekel, ekonomije, po obsegu trgovanja, postaja droga. Ne? Zdaj se pa vprašajmo, a živimo srečnejši svet? A smo ljudje srečnejši? A smo v Sloveniji ljudje srečnejši? Matej Lahovnik je ravno kar pisal, to je zdaj pač nima zveze s tem globalnim, pa zveze z posamičnim, je ravno kar pisal, da so ankete, to je bilo ravno kar v Slovenskih novicah objavljeno, mislim, da včeraj ali predvčerajšnjem, Matej Lahovnik, tedajni minister, da so pokazale ankete, da so Slovenci bistveno manj zadovoljni, kot so bili še 1 leto ali pa 2 leti nazaj, ne glede na epidemijo tedaj. Sprav, kaj se tukaj v državi dogaja? Ne? Vojna za mir, ker če boste poslušali sedanjo vlado, če boste gledali predsednico državnega zbora, ona je srečna, ekstatično srečna, ker predstavlja državni zbor, ki predstavlja vse državljane, jaz sklepam, da ona misli, da so vsi državljani tako ekstatično srečni, da jih predstavlja ekstatično srečna. To jaz mislim. To je moja, bi rekel, moj pogled na vse te njene, bi rekel, parade, ker bi rekel sreče, izžarevanja sreče. In niso vsi državljani srečni, tudi v Evropski uniji niso srečni. In v Evropski uniji so izredno zaskrbljeni, zato ker se je izgubila temeljna smer in smer odgovornosti. Smer odgovornosti, potem pa eno veliko poglavje knjige, zajema pa tako imenovano poglavje to knjige Ernesta Kantoroviča, ene najlepših knjig, Dvojno telo kralja, se pravi kraljevi 2 telesi. In pravi tam to podobo iz rimskega pesnika, ali je to Ovid, mislim, da je Ovid, o krmarju. Krmar ima 2 telesi, ima telo, ki vodi barko skozi viharje, in ki vodi vse ljudi, ki so na barki zaupani temu telesu in temu znanju, ki ga vodijo. Hkrati ima pa telo krmarja, potnika, ker je tudi on deležen iste usode vseh, ki jih vodi, vozi na barki, in ki plujejo z njimi. Enako je politični voditelj, enako je kralj. Kralj je imel 2 telesi. Kralj ni bil zato neodgovoren, karkoli, da se je rodil kot kralj, da se je v zibki znašel kot kralj. Lahko bi se znašel kot podlodnik. Ampak s tem, ko se je znašel kot kralj, je bila na njega naložena ogromna odgovornost. On je prenašal zakon. On je moral, bi rekel, izpolnjevati voljo občestva, države, skupnosti, kraljestva, ki mu je bila tako zaupana. Ne svojo. Danes generacija politikov, ki je bila zavezana volji državljanov, volji skupnega dobrega, kot je naslov te oddaje, kje je ta danes? Ursula von der Leyen, oprostite, jo imam v knjigi, jo zelo globoko analiziram, oprostite, prosim, po nemških virih, vse dokumentirano do zadnje pike, 43,5, zdaj mislim, da je to ta številka v knjigi, je pa zagotovo natančna, doktorska dizertacija je po Gutenbergov program, ki je program za detekcijo plagijatov, plagirano. Uradno ugotovljeno. Uradno.
Zdaj je ta zadeva z Pfizerjem ven prišla, ne? To je zdaj v New York Timesu. To je ravno kar, tega še ni v knjigi, ker to je knjiga bila zaključena, to se je ravno kar zgodilo. Ne? Halo, kje pa je tle skrb za skupno dobro? Kje pa je skrb za državo? Kje pa je skrb za skupnost, če Evropa razpada? Ne? In tako naprej. Macron. Ja, oprostite, če Macron pravi, da ni več, jaz, ko sem hodil v šolo, sem se odločil, da bom študiral francoščino, ko sem študiral francoščino, ko sem začel študirati doktorat v Parizu na Sorboni, je bila ena francoska kultura. To je moje, bi rekel, pogodba v mojem delovnem razmerju, a ne, da učim francosko književnost, prav da prenašam francosko kulturo svojim študentom, književnost je del kulture. Danes od Macrona slišim, da ne obstaja več francoska kultura, ampak obstaja več kultur na podestu, ki se imenuje Francija. Ja, halo, prosim, če francoski predsednik pravi, da obstaja več kultur, da ne obstaja francoska kultura, ja, kaj ne pa potem nekdo, ki v neki Ljubljani predava francosko kulturo, francosko književnost, si o tem misli, kaj ne pa rečem svojim študentom. A veste, jaz bom zdaj predaval francosko književnost, to je del francoske kulture, ampak ta ne obstaja več, veste, ne obstaja. Halo, ne, hočem reči, zakaj nam je pa to potrebno, ne? Ob tem, da je francoska književnost in francoska kultura ena najbogatejših, če ne najbogatejša v zgodovini na planetu. Se pravi, do tam vzhodnega leta 68, ali karkoli, ko se je tudi to vse skupaj izgubilo, ker tudi avtoriteta pisatelja ni več. Danes lahko vsak vse piše. Janez Menard je napisal tisto Menard Janez, velik pesnik slovenski za Molčana, ne, ker je bil pač pravi pesnik in je imel talent za pesništvo, ne, je napisal pesem Anti-song v stilu stranične poezije, pa pravi: anti so bili Slovani, vrag vzel je svoje dni, skupaj z gnilimi možgani, zdaj so spet med nas prišli. Anti-kip je kar razstaviš, čevelj, muha, oprostite izrazu, drek, mravljinc, anti-sliko pa napraviš, če v okviru, oprostite izrazu, kažeš klinc. Ne? In danes imamo namesto te umetnosti, ki je tukaj, to je avtoriteta umetnosti, Dalija, imamo največji francoski umetnik, če greste pogledat, ime sem pozabil, pa tudi ga ne bom, ampak kaj počne? Vali jajca, se ne hecam, se usede v muzej, si podloži iz Maximarketa, iz supermarketa 10 jajc, sedi na njih in potem delajo scenarij, da jih bo izvalil. Potem se preseli na en dimnik, vse kamere so z njim, na dimniku kot štorkla vali jajca. Ne? In to greste v medije in boste to našli. To je zdaj umetnost. Hvala lepa za tako umetnost. A ne? In to v Sloveniji imamo tudi ta fotopap, ali kaj, te umetnosti, ki so, da si pač v telesne odprtine zatikaš storže od koruze, od korenja, od kolerabe pa tega. Hvala lepa. Ampak vse to se je začelo v svetu, in to je tragično, svet obvladujejo temne sile, destrukcija vsega, avtoritete. Avtoriteta je tukaj avtoriteta učitelja, avtoriteta zdravnika, avtoriteta politika, kot je avtoriteta umetnika, avtoriteta pisatelja, avtoriteta slikarja. In to je vse zdaj podrto. In knjiga protestira proti temu. Absolutno protestira proti temu. In kaže ljudem, odpiraj oči, odpiraj oči zato, da razumejo, ker ljudje tega ne razumejo. Ti ne razumeš, kako lahko nekdo, kako lahko nekdo Prešernovo nagrado dobi, ki da dojiti psa. Ti tega ne moreš razumeti. Ker to se upira, ampak v tej knjigi je vse označeno, vse, ta nit je potegnjena. In prva avtoriteta, ki je avtoriteta Boga. Avtoriteta stvarjenja. Avtoriteta tega, da je Bog ustvaril človeka, da je ustvaril nas vse. Da Bog svet vzdržuje v bivanju. Do zdaj, 20. stoletje je prineslo samo potrditev tez, ki jih je učila Biblija, se pravi, da pred 20. stoletjem so mislili, da je materija večna. 20. stoletje je prineslo spoznanje, to je Abel Lemaitre, se pravi, ki je bil duhovnik, o tako imenovanem velikem poku, ki je danes temelj vsake kozmološke teorije. Ga imate v vseh učbenikih. Ampak to je že Janez Pavel II rekel, naše delo se začne tam, kjer se vaše delo znanstvenikov konča. Big Bang, se pravi veliki pok, je točno to. Je dal neko usmišljenje
krščanstvu oziroma ideji, da je bilo vesolje ustvarjeno. Ne? Zato, ker ne more biti ex nihilo nihil. Iz niča ne more biti nič. Ne? Nekdo je mogel ustvariti čas in prostor, ki nastaneta s tem. Ne? In to je tragično, prav ko je recimo bil potem še tako imenovano zaledno sevanje oziroma background radiation v 60-ih letih, točno takrat, tako je 68, ne, definitivno potrdilo veliki pok, ne, je na zahodu sledil ta odpad od Boga, ki je odpad od sreče, od zdravega razuma, od vsega, od civilizacije, ne, od civilizacije, in to je tragično. In vsak človek, ki ima kakršnokoli prištevnost, mora zoper to nastopati. Ja, ampak obstaja kak preprost recept za vrnitev k tej osnovni avtoriteti? Preprost recept je, da vsak človek ima ogromno moč, posameznik ima ogromno moč. Mi smo videli to zdaj, 1. februarja, ne, recimo zdaj pač, da ponazarjam tako, ko so se zbrali upokojenci, jaz sem bil tam, ne, na Trgu Republike. To pomeni, da je pokazal, vsak je prišel, je pokazal interes, da se postavi za nekaj, kar ocenjuje, da tako mora biti, ker je povezano s tradicijo, ker je povezano z pravičnostjo, ker je povezano z bi rekel, odgovornostjo in z avtoriteto. Če sem jaz, moje delo je avtoriteta, če sem jaz v življenju toliko in toliko delal, mi pripada tak in tak zaslužek. Ne, da me bojo zdaj vozili žejnega čez vodo. Vsak človek ima ogromno moč, da gre voliti, da voli politike, ki jih ocenjuje, da je njihova prva skrb delo za skupnost, njihova zadnja skrb pa delo za sebe samega. To se v Sloveniji ni zgodilo, zato ker ljudje niso osveščeni. Človek lahko svoje otroke vzgaja na ta način. Lahko razširja te ideje v svojem okolju. En sam ne bo nič naredil, ampak če jih bo pa veliko, tako kot jaz pravim, in veliko jih bo, kajti knjiga je zelo optimistična, na koncu pravim tole, ne, na koncu pravim čist zadnji del, ne bom prebral, ne, se pravi, preteklost, sedanjost in prihodnost. Krog je na tej točki sklenjen. Pot je končana, a potovanje se pravzaprav šele pričenja. Zato tudi Menartova verza, se pravi na začetku in na koncu knjige sta verza Janeza Menarta, kot dva keruba na vsakem koncu knjige. V njenem jedrnem delu smo zapisali, to je pa v temeljnem poglavju Evropi, vzroki temeljnih problemov, ki jih razdeljuje knjiga, so tako več ali manj na dlani. A na Evropi je, da jih zavrne. Nihče ne bo tega storil zanjo in v njenem imenu. Ta knjiga je zato posvečena njej. Izhaja iz spoznanja, da se bodo časi nekdanje moči na kontinentu vrnili, ko jim bodo prenehali na vse načine zapirati vrata. Evo, to je odgovor na vaše vprašanje. A Evropa so njeni državljani, Slovenija so njeni državljani. Vojna za mir predpostavlja poziv vsakemu od njih, da se zave, kaj se dogaja in se temu v imenu prihodnosti, ki se vsak dan bolj razpira, upre, da krene na odločujočo pot. Ta pot, to je pa zdaj zadnji odstavek, ta pot ne bo potekala v samoti. Že se sliši mogočen, kljubovalen korak, ki doni po Evropi. To je korak tisočih velike žive sile, ki se z naraščajočim pogumom upira terorju skritih elit. Nepregledna, danes nič več skrita množica se napravlja, da poseže v dogajanje. Njen mogočni odmev naj zajame, usvoji in dvigne visoko, slehernega državljana, nekoč najmočnejše celine sveta. To je to. To je to. Človek kot posameznik ima ogromno moč. In zato je tudi Bog ustvaril človeka kot posameznika. Marx ga je pa ustvaril kot množico. Freud ga je pa ustvaril kot, in to zdaj verjamemo, da nismo posamezniki, ampak da smo kolektiv. In potem se fatalistično damo vso, da če smo kolektiv, ne moramo nič. Saj so vse volitve že naprej izgubljene. Ja ne niso. Ne? Škoda, da ne bova zdaj kaj zaključila s to optimistično vizijo, ampak vseeno me muči, glede na vaše prejšnje odgovore, še eno vprašanje. Prosim. Vi ste nekako prikazali, kot da je stanje v Sloveniji pravzaprav še slabše kot v zahodni Evropi, vendar se mi zdi, da je to mogoče vseeno nekoliko pretirana ocena. Recimo tudi, če pogledamo število duhovnikov v Sloveniji in to primerjamo s številom duhovnikov v Franciji. Kje je torej mesto Slovenije v tem trenutku? Ja, mislim, Slovenija mene skrbi predvsem to, ne, ker kako že rekel v eni drugi priložnosti,
dragi, ko je prišla Bratuškova, ni kritična vaša zadolženost, ampak kritična je hitrost, s katero se vi zadolžujete. Stanje v Sloveniji ni kritično, ampak kritična je hitrost, s katero se Slovenija v času Golobove vlade približuje kritičnemu stanju. Na Zahodu je to, pač bile so volitve, jaz sem pričakoval, da se bo nekaj le v Franciji premaknilo aprila 2022, pa se ni, ampak tam je neka konstanta, in Macrona je izvolila prav generacija 68, zato ker generacija 68 je tista, ki je pač prva odstavila, bi rekel, rodovno genealogijo, ubila očeta in se postavila na njegovo mesto in je prepričana, da mora vse imeti, in oni so volili Macrona, In Slovenija ni kritično stanje v Sloveniji v primerjavi z Evropo zdajle, ampak mi dva ne vemo, kako bo čez 5 mesecev. Dejstvo pa je, da so ljudje na robu preživetja, da so se trgovine podražile v enem letu za 20%, da je vse napeto do konca, in na to napeto do konca nameravajo zdaj še obdavčevati, pobirati in da živimo atmosfero strahu. Tega v Franciji pa Zahodna Evropa ne živi. Mi pa živimo atmosfero strahu. Od Goloba naprej, predvsem pa Levica, kajti Levica stranka dela na principu strahu. Drugačne morajo. To so njihovi tako imenovani duhovni očetje. Oni so vedno uveljavljali vse s strahom. Ljudje se nas morajo bati. Stalin je govoril, ni važno, ali me imajo radi. Važno, da se me bojijo. Mi pa živimo v strahu, Slovenci. Kaj nam bodo obdavčili, kaj nam bojo prepovedali, kaj nam bojo zaplenili, kaj nam bojo oduzeli. Odzemajo kmečke pokojnine, to že odzemajo, najbolj občutljivo, kaj nam bojo podražili, zdaj so podražili de facto benzin, zato pa goriva, zato ker so podražili dvignili trošarino in izenačili, se pravi, bi cena benzina in energentov na svetovnih borzah je zdaj nizka, in mi živimo v strahu, kaj bo jutri. To je pa tisto, kar skrbi. Pa mogoče še za konec, se mi zdi ena točka, na kateri je blizu tudi moje razmišljanje. Zelo velik poudarek ste dali pomenu vzhodne Evrope oziroma srednje Evrope kot morebitnega rezervoarja sprememb. Koliko vem, ste bili tudi na študijski izmenjavi v mestu Zaporižja, na jugovzhodu Ukrajine, torej blizu frontne črte, pravzaprav sedanje. Kako torej doživljate vlogo vzhodne Evrope v današnjem svetu? Vlogo, torej knjiga je pisana z perspektive, če hočete, Višegrada. Jaz smatram, da Slovenija je del centralno-vzhodne Evrope. Osrednje-vzhodne Evrope. Ki pač je odprta na Mediteran, enako mislim tudi za Hrvaško. Vsaj po zgodovinskih inercijah je temu tako, pa po mentaliteti. Ne mislim pa tega za Srbijo, ampak to je drugo vprašanje. Ampak to je pač čisto, jaz tudi Srbe spoštujem. Tudi Srbo-Hrvaško veliko govorim, pač ker tudi nastopam na hrvaških in pišem in tako naprej. Do Balkana nimam nobenih zadržkov, ampak govorim samo tako, pač postavljam stvari. Ja, seveda, tudi težišče Evrope se premika. To ni moja recimo Pierre Lelouch, sem ravnokar poslušam te kontaktne oddaje, to je bil nekdanji francoski minister za evropske zadeve, diplomat in on je rekel, jaz sem to pisal že ker pišem tudi za poljske časopise, konkretno za spletno stran Tisol, to je časopis Tigodnik Solidarnost, to je časopis Solidarnost sindikata, ki je zelo brana, in sem tam že napisal, da se težišče po vojni v Ukrajini, se težišče Evrope premika k Poljski, predvsem zaradi tega, ker Višegrad je sposoben, Nemčija ni sposobna tvoriti nobenih alijans, ne z mediteransko Evropo, ki ima do nje ogromne zamere za dolžniške krize, ne z vzhodno Evropo, s Poljsko, sploh ne, ker to so pa zgodovinske razmere, plus vse to, kar so zdaj pač, kar Poljakom učitajo, Poljska je pa sposobna tvoriti alijanse najprej na Višegradu, potem alijansa, tako imenovane, to imamo v knjigi, tako imenovane povezave, ki je stoletna hanzeatska skupnost, hanzeatska liga, to je bila trgovina na Baltskem morju, se pravi, Poljska odprta do baltskih dežel, Poljska odprta do Anglije. Ampak to je končno tudi Severna Nemčija bila zraven v Hanzi. Ja, ampak jaz govorim politično, seveda je bila, to je hanzeatska liga na področju Severne Nemčije, ampak hočem reči, jaz ne govorim o tem historičnem smislu, jaz govorim v smislu sposobnosti, kaj bo prevagalo. Zmaga tisti, ki je sposoben A, nuditi nove ideje, sposoben B, tvoriti nove alijanse, povezave. Poglejte premoč Američanov v svetu, na čem temelji? Na novih idejah
in nesposobnosti alijans. Koga? A je Rusija sposobna ustvariti kakšno alijanso? Nobene. Z Belorusijo, ampak vemo, kakšna ta je. Ne? Amerika je pa sposobna ustvariti alijanse, bi rekel, tako rekoč s celim svetom. In Poljska je sposobna, in ko se bo enkrat vojna v Ukrajini končala, bo se končala. Bosta Poljska in Ukrajina zelo tesno povezani. Skupaj bosta imeli pa prebivalstva toliko kot Nemčija. 80 milijonov. Ne? In zato jaz vidim, pa ne samo jaz, tudi vidijo to analitiki, to moraš biti slep. Poljska ima tudi najmočnejšo kontinuirano gospodarsko rast, mislim, da toliko časa, da je parira na svetu, v Evropi nihče, na svetu pa samo Avstralija. Poljska postaja gigant, ne? In postaja gigant v pravem pomenu, ker Poljska postaja tudi nosilka, bi rekel, teh vrednot, ki jih je Zahodna Evropa uradno izvrgla. Uradno izvrgla. Če primerjate De Gaulle'a, ali pa če primerjate, ki je bil pred letom 68, pa če primerjate Macrona, ki je pač produkt 68, ne? Ja, boste videli vso razliko. Če primerjate kanclerja Kohla, ki je pokojni, seveda tudi De Gaulle, pa Angelo Merkel, ki je odšla s scene, ampak ko je odšla od scene 2 meseca, je Putin počakal, in potem je udaril. Ne? Boste videli, da so se tle stvari zgodile in zdaj prihaja še slabša generacija, sploh zato, ker to je tudi v knjigi eno od temeljnih poudarkov tudi to. Jaz nikjer ne trdim, da ni podnebnih sprememb. Jaz trdim, da podnebne spremembe so, ampak bile so vedno v zgodovini planeta. Trdim pa, da nima znanost na razpolago, bi rekel, orodja, s katerim bi natančno definirala, ali so podnebne spremembe, tako imenovano antropogene ali ne, ali jih je povzročil človek ali ne. Pa tudi, če jih je povzročil človek, trdim v knjigi, da jih ni povzročila Evropa, kajti dajte mi prosim povedati eno evropsko državo v Evropski uniji, ki ima ekološke probleme. Imajo jih mesta, se pravi koncentracija središča mest, ampak to niso ekološki problemi, to so pač problemi, ki so od nekdaj tukaj. Včasih je bilo še huj, ko so se mesta ogrevala na premog, je bilo še huje. Ampak ekološki problemi kot taki, pa izpusti CO2 zadevajo pretežno Azijo in delno Ameriko. In hočem reči, da je to vojna za mir, bi rekel, in notar je tudi Greta Thunberg, ker če vi umaknete Boga iz središča vsega, potem morate nekaj nazaj postaviti. In to zdaj smo postavili podnebno pravičnost, tako imenovano, v kateri nihče, ali pa imamo mi ministrstvo za solidarno prihodnost, in take stvari. To so pač vojne za mir, prazno rečje, nič ne pove. Podnebna pravičnost. Seveda mora biti človek pravičnost, vsaka pravičnost izhaja iz Boga, se utemeljena v Bogu, Bog je najbolj pravičen. Ne more biti drugače, ne more biti podnebje najbolj pravično. Kako imamo podnebje pravično? Mi moramo biti do njega pravični, seveda. Jaz nimam nobenih težav, čeprav sem imel hude ure, zaradi, bi rekel, ne toliko zaradi knjige, zaradi njega nastopa na televiziji, češ, da nisem ekološko osveščen, to je bilo celo na univerzi, kar ni res. 2011. leta se je pripravila pobuda, Italijani so to, zviti so vedno, da bodo postavili ogromen plinohram. Veste kam? Pred Izolo. Na njihovo teritorijalno morje. Se pravi, cela slovenska obala bi strmela v tisti ogromen plinohram, ki bi puščal, bi rekel, ogenj, in predstavljajte si, takrat še ni bilo take nevarnosti terorizma, da bi ga razstrelila. Plus, da to hlajenje stalno tega plina ima vpliv na zelo plitek del Piranskega zaliva, oziroma Tržaškega zaliva, ki je najplitvejši del Jadranskega morja. Jaz sem to videl, jaz sem rekel, sem šel do Borisa Pahorja, sem napisal rezolucijo, sem šel na Akademijo znanosti, sem šel na univerzo. Resolucija je moja, sem jaz to vse naredil, govorim o sebi zato, ker pa se hočem braniti, meni seveda do ekologije, seveda mi je. In potem sem celo to zlobiral, da je bilo to sprejeto na vladi Boruta Pahorja, da se je vlada seznala. In potem, ko se enkrat vlada seznani, potem Italijani ocenijo, da to pustiti, ker to bojo težave. In grejo iskati drugo lokacijo. Tako da meni ne morate učiti, da sem jaz proti ekologiji. Jaz sem nekaj čist konkretnega naredil in se izpostavil za to stvar. Tako da jaz imam zelo ekološko zavest. Ampak seveda, imam pa zavest, ki izhaja, bi rekel, iz krščanstva, izhaja tudi iz Descarta, imam zdravo kmečko pamet. In o tem govorim, da najmanj posluha za vse te, bi rekel, eksperimente, ki mi je bila podvržena Evropa in ki so jo pač razčlenili oziroma razžrli dostopne, kot so jo, so imeli
kmečki ljudje. Zakaj kmečki ljudje? Zato, ker obstaja zdrava kmečka pamet, ki je uradno, bi rekel, del besednjaka slovenskega jezika in to je pač moje najmočnejše orodje. Pa bi mogoče s tem poudarkom na zdravi kmečki pameti pa še z vašo prejšnjo mislijo, da mora biti, če res gre za pravičnost, Bog vir te pravičnosti tudi sklenila najino današnje srečanje. Hvala lepa vam, profesor Turk, za vse vaše uvide in upam, da vas bomo lahko kmalu spet pozdravili v našem studiu. Prepričan sem, da tudi pripravljate že kak nov projekt. Ja, jaz moram reči, da ta knjiga je tudi projekt distribucije te knjige, ne, je pa, bi rekel, zelo je veliko povpraševanje po njej. Tako sem tega, bi rekel, sem kar zelo vesel, no. Moram reči, da sem zelo vesel. Jaz se vam vsem zahvaljujem tudi za vašo pozornost in se priporočam za branje svoje knjige, ki jo tukaj še enkrat pokažem. Hvala lepa in nasvidenje. Naslov je tudi tak, da si ga človek lahko zapomni. Hvala pa vam, kolega Mavr, da ste mi dali to priložnost, da tukaj nastopam in predvsem seveda hvala tudi gospodu Zoranu Kodeli, ki pa to spoštuje. Hvala lepa vam in res za vaše gostovanje, tudi zato seveda, da ste prišli v provinco v Mariboru. Ne, to ni. Ne, da se mi razumemo, zame je Ljubljana provinca. Ne, bom pa še to utemeljil, če smem. Zato, ker Ljubljana, jaz sem sicer Ljubljančan, to sem tudi na pogovoru, ampak Ljubljana, vidim to samozadostnost tako imenovanih Ljubljančanov, vsaj v zadnjih letih, ko je Ljubljana postala popolnoma leva, ne, in Ljubljana, veste, ujeta v močvirje, ne, Ljubljana ujeta v kotlino, ne, in ljudje so v Ljubljani, ki ne vidijo sveta izven Ljubljane, izven močvirja in izven kotline. Maribor je čisto nekaj drugega. Maribor je odprt na sever, Maribor je odprt na Graz, Salzburg, univerzitetna mesta. Maribor je odprt, Trst. Jaz sem bil, bi rekel, velik privilegij mojega življenja, bil sobivac z Borisom Pahorjem. Je tudi, bi rekel, vodil tiskovno konferenco na eni od mojih knjig in tako naprej. Boris Pahor je vedno kritiziral Ljubljano, da je provincialna in ker je živel v Trstu, ki je odprt na morje. Ne. Ljubljana ni pa nikamor odprta, razen na, kot se reče, na Morost. Ne. Žal, tako da sploh, jaz Maribora in Štajerske, sem tudi poročen, sploh ne dojemam za provinco, nasprotno. To je bilo malo šale. Ja, sem tako razumel. Pa seveda imamo pa tudi gledalke in gledalce iz Ljubljane, tako da jih ne smemo čisto demoralizirati. Jaz sem Ljubljančan, se pozna. Pravim, v zadnjih letih je to postalo samozadostno, pa poglejte, kaj se dogaja kaj se je zgodilo na kulturnem prazniku, in kdo so tisti, ki so tam ploskali, kdo so tisti, ki so tam nastopali, pa ne mislim profesora Muhoviča, to je pač ta Ljubljana, ki jo jaz pač ne maram. Oprostite, imam pravico do tega, da to rečem. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa pa tudi vam, dragi gledalke in gledalci, za vašo pozornost in upam, da vas bomo lahko spet kmalu pozdravili v oddaji Za skupno dobro. Lep dan in nasvidenje.